Hvala za tale del, res bom prilagodil, kratek bom. Najprej hvala vsem, ki ste zdržali do konca, da ste lahko spremljali celoten potek in vse, kar ste videli, srečali, kar boste lahko uporabljali. Kot sami ste videli, cilj projekta zagotovo bo dosežen, ampak tisto, kar bi morali vsi prepoznati, je, da je ključno na tem cilju ta pot, ki je bila narejena, ki je bila včasih, nam rekel, da je bila detour ali pa stranski izleti levo-desno, ampak koliko ogromno materijala je bilo še zraven narejenega za podporo vsem nam praktično. In škoda bi bilo, če bi vse to gradivo ostalo zdaj nekje na kakšnih spletnih straneh, zato da bo samo sebi namen. Tako da jaz upam, da smo na tej poti, v katerem smo sodelovali skupaj, da smo se marsikaj dobrega naučili in super potem bomo tudi izvajali. Tisto, kar je bilo naše vodilo, je bilo zagotovo, da smo na tem cilju celostno razmišljali o celotnem procesu, ne samo o dokumentih, ampak tudi o tem zavedanju, kaj bodo ti dokumenti prinesli in kako bodo ti dokumenti prinesli na sami implementaciji. Se pravi, tisti, ki rečejo, da se izobraževalni sistem ne odziva, zdaj verjamem, da tisti, ki to verjamemo, smo tukaj, ostali do konca. Težava je, da tudi kakšen drug segment, poleg našega ministrstva pristojnega, prvenstveno za nas, bi pričakovali tudi kakšno drugo bolj angažirano ministrstvo, da bo prepoznalo vso to težo in da bo videli, da se naš izobraževalni sistem zelo odziva na spremembe in da smo pripravljeni na spremembe in da to udejanjamo. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju vsega tega ogromnega materijala, ogromnega gradiva, številk ne bomo ponavljali, se pravi šolam, sodelujočim, ravnateljem, direktorjem, vsem direktorjem, ki ste spustili svoje učitelje, da so lahko sodelovali. Še to samo da povem, da tudi umetna inteligenca, raziskava World Economic Forum je pokazala, da vpliv umetne inteligence takrat, kadar so direktorji zraven, ima pozitivne gospodarske učinke do 8-krat večje. Se pravi, tudi pri nas, ki nimamo sicer neposredno gospodarskih učinkov v izobraževanju, ampak takrat, kadar je direktor, ravnatelj z dušo in telesom zraven, to velja najbrž tudi za mene, potem takrat to funkcionira. Sicer pa imamo in je to tako. Hvala še enkrat vsem, hvala socialnim partnerjem za res dobro sodelovanje, priporočamo se še naprej, tako gospodarski zbornici kot odprti zbornici, verjamem, da bomo sodelovali. Na koncu naj pa sem se zahvalim še mojim kolegom, so kolegi iz Centra za poklicno izobraževanje, predlagam, da kar vstanejo, da jih boste videli vsi, kje so sodelovali, kar vsi, dajmo, tisti, ki ste bili zraven. Zaslužujem velik aplavz. Vodil sem Zavod za šolstvo, tam je bilo 200 ljudi. Vodim zdaj CPI, kjer jih je 60, peščica vas je vodila skozi celoten proces, 15 je bilo več kot omenjeno, nisem 15, še kakšen je zraven. Rečemo, da jih je 60 nas vseh na CPI, ki so bili udeleženi v celotnem procesu, je res izbranih 60 strokovnjakov, ki vas je peljala čez vse te strukture, tako da izjemna hvala za potrpežljivost, za trud, zato da smo realizirali cilje projekta in verjamemo, da bomo drug del projekta še bolj kakovosten del skupaj z vami. Tako da hvala vsem, hvala tudi voditelju, ki nas je tako zvesto že 4 leta vodil, vmes se je že nekaj naučil, priznajte, da je že znal tako, in pa hvala za risovalki, da je to vse, da bo naše gromozanske ideje pa zamisli pa predstavitve spravljali na tako lepo strukturo, kjer bo mogoče pa kaj lažje prebrati. Tako da hvala vsem za res ta dober odziv.